Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, od parlamentarnih volitev je minilo že 10 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Služba vlade za digitalno preobrazbo, kjer tekoče posle opravlja minister brez listnice in kot boste videli očitno tudi brez občutka, Mark Boris Andrijanič, nas je razveselila s Twitter novico, da se je minister prvi dan delovnega obiska na Finskem srečal z vodstvom njihove davčne agencije in jim predstavil naše davčne ukrepe za privabljanje IKT talentov, kot so se izrazili. Zakaj minister v izteku mandata na naše stroške potuje na Finsko, da se tam srečuje z vodstvom neke agencije in jim prodaja naše primerjalne prednosti, očitno pa tudi lobira za bodočo službo, je seveda zgolj retorično vprašanje. In to vsaj od takrat, ko se je tedanji minister Koprivnikar slikal s tablo firme LinkedIn. Sedaj pa se lotimo 120. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kako bo vladal Golob, kako bo funkcionirala vlada dr. Roberta Goloba. Novo vlado naj bi dobili že 3. junija, so včeraj sporočili 3 novi koalicijski partnerji. Kako bo vlada Roberta Goloba funkcionirala, bomo vprašali naša stalna komentatorja, dr. Igorja Lukšiča in dr. Matevža Tomšiča. Igor, Matevž, dobrodošla. Dobro večer. Lepo zdrav. Igor, preden gremo na današnjo temo, bi te čisto na hitro vprašal. Ti si bil minister, si upravljal tudi tekoče posle. Kakšen smisel ima, da se minister Mark Boris Andrijanič odpravi na Finsko in tam njihovi davčni agenciji predstavlja naše davčne ukrepe? Je to po tvoje nekaj, kar je primerno za ministra, ki upravlja tekoče posle, ali pa za ministra nasploh, ali ne? Jaz mislim, da ta definicija tekočih poslov je na nek način zmeraj odvisna od trenutne vlade in od tega, kaj minister počne. Če so ocenili, da je to v korist Slovenije, potem se mi zdi, da je to dobra poteza. Ne poznam nobenih okoliščin, na osnovi katerih bi lahko sklepal, ali je dobra ali ne. Lahko samo zaupam, da je bila presoja ta prava in na nek način je dobro, da vlada funkcionira in da nismo brez vlade. To bi bilo zdaj 20 dni oziroma 2 meseca brez vlade, pa potem preden se nova upele, pa si tako mimogrede pol leta brez vlade. Dobro je, da vlada funkcionira in da se obnaša, kot da ni nekih velikih problemov. Je pa problem ta, da ko gre za velike odločitve, tam pa je druga stvar. Tako da jaz mu tole ne bi štel v slabo, če so dobro ocenili. Mi vemo, da minister nikoli ne potuje sam, da mora zmeraj dobiti oceno vlade oziroma celotnega strukture vladne, se pravi tudi zunanjih zadev, in tako da upam, da so to presojo upravili in da je ta pot koristna. Ja, seveda, to upamo verjetno vsi. Matevž, zdaj včeraj je bilo, se mi zdi, dokončno jasno, da bo očitno nova vlada, nova koalicija v sestavi Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in stranka Levica. Je to po tvoje kakšno presenečenje? Nekaj idej je bilo tudi v javnosti izrečenih, da bi naj pač novi mandatar Golob sestavil vlado, ki bi šla čez neke blokovske meje, ampak verjetno ni bilo to realno za pričakovati. Si ti osebno presenečen nad to sestavo koalicije ali ne? Jaz v bistvu nisem na tem presenečen. Tukaj je sicer situacija, kar se tiče konstelacije sil v državnem zboru taka, da je v bistvu koalicija iz 3 strank na nek način oziroma pač je nekako večja, kot bi bila, oziroma obširnejša, kot bi bila potrebna. Tukaj je ena stranka, pravzaprav lahko rečemo redundantna, ker tukaj bi glede na to, koliko je stranka Gibanje Svoboda dobila, glede na to, koliko sedežev ima v parlamentu, bi lahko sestavlja vlado iz samo z eno koalicijsko partnerico. Ampak tukaj očitno so tudi, kar se tiče Levice, takšni
pritiski s strani tistih, ki se imajo za zaslužne za to, da je ta stranka zmagala oziroma da je zdaj levi tabor zmagal, ne, pač je to pač neka cena, ki jo mora Robert Golob plačati, čeprav so tudi neke informacije, da on nad tem je vse prej kot navdušen, ampak ja, tukaj mislim, da on ne bo imel nobene izbire, ne, in da bo pač stranko Levica hočeš nočeš moral vključiti, ne, ker tudi, če pogledamo vse te razne nevladnike in podobne, ne, ki tu mislim, da je to en del tega paketa, recimo tega, ki ga bodo zahtevali od njega in pa skratka, to bo nekako cena, ki jo bo pravzaprav moral plačati, ne, in tako da ja, tudi neka široka koalicija ali pa ne vem, koalicija, ki bi segala preko neke bregove, ki bi se tega preko teh političnih bregov, tukaj se ne bo zgodila, to bo taka, lahko bi rekel, dost enobarvna koalicija. Igor, zdaj vemo, ne, po prejšnjih volitvah stranka Levica ni hotela v vlado Marjana Šarca, ampak je imela poseben sporazum z vlado, jo je podpirala iz opozicije, dokler jo je nehala podpirati, kar je na koncu tudi privedlo do padca, ne, Šarčeve vlade. Si ti kaj presenečen, da se je zdaj pa stranka Levica očitno odločila, da vstopa v to vlado, in kako ti vidiš njihovo sposobnost sodelovanja v koaliciji oziroma vladanja? Jaz mislim, da oni niso naredili tega premika, spremembe znotraj lastnih vrst. Oni se niso konsolidirali kot stranka, oni imajo še zmeraj koordinatorja. To kaže na njihovo netrdnost, fragilnost. To je ena stvar. Druga stvar, programsko. Njihove programske točke so z liberalno demokracijo nekako v opreki. In zlasti s tem, ker je zdaj zmagalo na volitvah in dobilo 41 glasov, je to enostavno nekompatibilno. Način njihovega delovanja, se pravi, da bi z predlogi, ki so za ta razmerja zelo radikalni, ne da so objektivno radikalni, ampak za ta razmerja se mi zdi, da ne bo šlo. Tako da Mesec je sicer objavil, da grejo v pogajanja, pogovarjali se bojo, se mi zdi, da bojo imeli probleme znotraj lastnih vrst, že ko bojo poskušali svojimi predlogi prodreti v koalicijsko pogodbo. Vemo iz izkušenj, da to, kar Levica zrine v koalicijsko pogodbo, na tem tudi vztraja, kar pomeni, da bojo pripravili kaj ima zakonske predloge ali nekaj, o čemer se bo treba v državnem zboru glasovati. In ko to ne bo sprejeto, mi vemo, da takrat, ko ni bil njihov predlog sprejet v Šarčevi vladi, takrat so odrekali potem podporo. No, zdaj v tem primeru to odrekanje podpore predsedniku vlade ne bo usodno. Predsednik vlade in vlada bo imela večino v državnem zboru, tudi brez njih. Tako da bo to za njih en velik ideološki problem. Ali v taki vladi po prvem kolapsu še ustrajati ali pa iti od poraza do poraza do končne zmage, se pravi se učiti vladanja. To je to, kar do zdaj niso bili pripravljeni. Tako da to seveda je možno, da oni ostanejo v koaliciji, ampak to pomeni, da se bojo morali bistveno spremeniti tudi svojo ideološko držo v prid temu, da dobijo vladne izkušnje. Zato se mi zdi zanimivo, ne? To, kar pravita zdaj, kot je že pač Matevž pravi na nek način, da je mandatar, bodoči predsednik vlade Golob bil primoran, da vzame Levico v koalicijo, kot ti praviš, Igor, ne, matematično mu ni potrebna, to se mi zdi pač nenavadno. Zakaj recimo vidva mislite, da je Golob za to, da tudi Levica sodeluje v vladi, a noče biti odvisen oziroma noče prijeti v situacijo, kjer bi njegova vlada bila odvisna od podpore zgolj ene koalicijske stranke, želi imeti tudi dve stranki, da lahko tudi malo žonglira med njima, ali so po vajenem mnenju kakšni drugi razlogi za to? Se vprašanje, če Golob dejansko želi imeti tri stranke v koaliciji. Ne. Jaz bi rekel, da bolj želijo tisti, od katerih podpore je odvisen, pa tukaj nimamo
nimam v mislih podpore v smislu glasov v državnem zboru, ampak siceršna finančna, organizacijska in ostala podpora. Ne. Tukaj glede na to, da je njegova stranka nastala dokaj na hitro, ne, pa dosegla tak uspeh, ne, pač tega ne bi mogla, to se ne bi moglo zgoditi brez nekega zelo močnega zaledja, tako v smislu medijskega suporta, v smislu finančnega suporta, v smislu podpore pri mobilizaciji volivcev, ne, se pravi, tukaj je sodeloval nek širši krog, ki bi mu pač lahko rekel, obstajajo različna imena za to, ne, nekateri pravijo temu neko politično zakulisje ali globoka država ali karkorkoli že, ne, in tukaj je skupek različnih interesov, ne, in vsaka od teh interesnih skupin seveda bo zdaj pričakovala svoj kos pogače, ne, in tudi tiste skupine, ki so ideološko blizu levice, ne, bodo nekako zahtevale, da dobijo nekaj v zameno. Ne. In kot rečeno, en del tega paketa, ki ga bodo te recimo bolj radikalno levičarski krogi, ki so porazporejeni po raznih nevladnih organizacijah in podobnem, ne, bo to pač del njihove cene, skratka, ki jo bo pač Golob moral plačati. Ne. Pa tukaj, kar se tiče položaja levice, nek tak mal zanimiv položaj v primerjavi z recimo Šarčevo vlado. Ne. Tam Šarec vemo, da bi levico potreboval v vladi, zato da bi imel neko večino v državnem zboru, pa levica ni hotela direktno vstopiti. Ne. Zdaj pa v bistvu jo pač Golob ne potrebuje, ne, pa ne, levica tudi nekako kaže neko pripravljenost, ne, je pa vprašanje res, koliko daleč bo tukaj levica šla, nekoliko bo tudi morda precenjevala neko svojo težo, ki jo ima zaradi teh, ne zaradi svojih glasov, ne vemo, da njihov delež v parlamentu se je prepolovil oziroma še manj kot pol tistega, kar je bilo prej, ne, ampak težo zaradi vseh teh recimo podpornikov. Bomo slišali mnenje, Igor, tvoje še v nadaljevanju, tako da predlagam, da si vzamemo krajši premor, gledalci, ampak ne namujiti, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako bo funkcionirala vlada dr. Roberta Goloba. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno dr. Igor Lukšič in dr. Matevž Tomšič. Pogovarjamo pa se o tem, kako bo funkcionirala vlada dr. Roberta Goloba. Igor, zakaj je potem Golob bo vzel v vlado stranko Levica? Mislim, da nekaj na tem, o čemer je Matevž govoril, nekaj pa tudi na tej zavezi, ki jo je nekako podedoval od strank KUL-a, in vseh tistih, ki so botrovali temu KUL-u. To se mi zdi, da je ena taka ponesrečena poteza. Mi vemo že, odkar je padel večinski sistem, tam leta 2000, so se trudili eni v ozadju zmeraj iti kolektivno na volitve, se pravi, da bi vse stranke nekako sprejele zavezo, da ne bojo vzele desnih strank. Mi vemo, da leta 2000 je bila še vlada do 2004, ki je šla čez meje tegale blokovske. Drnovšek je zmeraj poskušal tako vlado sestavljati. Za slovensko stabilnost je to bilo pomembno, nikoli ni bilo tako naelektreno ozračje, kot je ravno v časih, ko so enoblokovske vlade, ker to pride pa vsa ta ideološka nasnaga, ki smo jo podedovali do izraza, in je intenziteta javnega obmetavanja bistveno večja, kot če je mešana vlada. Golob se je pač odločil, ali pa so mu pomagali, da se je odločil tako, da bo naredil blokovsko vlado. Lahko bi delal tako, kot recimo Drnovšek je naredil leta 1997 vlado z ljudsko stranko, pa še Desus je imel zraven,
In je takrat, ko je rabil glasove, je opozicijska Združena lista takrat glasovala pri pomembnih ideoloških temah za to, da je reševala rite LDS-u. On bi tudi zdaj mirno lahko vzel tele Novo Slovenijo in bi tudi s tem začrtal eno drugačno pot stabilnosti in bi recimo pustil dve radikalni stranki, radikalni, mislim, za slovenske razmere in SDS zunaj pa Levico in to bi bilo lahko tudi ena možna zgodba. Samo to ni zgodba, ki bi jo verjetno on uspel pelati, zlasti ne v začetku, ker se z ideologijo nikoli ni ukvarjal, bi rabil kakšne pomočnike tukaj, da bi iz tega naredil neko produktivno zgodbo, ne? Ker lahko bi stvar tudi sorazmerno hitro propadla, če ne znaš voditi. Se je odločil zdaj za to stvar, to bomo pa videli, ne? Če bi se odločil samo, da gre s SD-jem, bi lahko hitro postal talc SD-ja. Če si ti vezan samo od ene stranke, potem ima ta stranka, čeprav ima zelo malo glasov, zelo visok izsiljevalski potencial. Se pravi, pri ključnih odločitvah, ko gre za proračun ali pa za kakšna glasovanja o interpelacijah ali celo o celotni vladi, takrat vlada, ki je v celoti odvisna potem od teh 7 glasov, ne, v tem primeru, je to problem. Zdaj pa pač to imel več prostora, če bo Levica ostala v vladi, ampak se pravim, jaz zelo dvomim, ne, da bojo oni zmogli to moč, da grejo v to vrstno transformacijo. Matevž, je lahko problem za vlado tudi nek drug paradoks, ne, ki je tudi inerten v bistvu tej bodoči vladi. Namreč na eni strani imamo zgodovinsko, ne, tako rekoč močno zmago Gibanja Svoboda, na drugi strani imamo pa dve stranke, ki sta v bistvu na volitvah bile tako rekoč poraženi, ne, v smislu volilnega rezultata. Levica je komaj prišla v parlament, tudi Socialni demokrati so poslabšali svoj volilni izid. Je lahko to problem za vlado, ne, da na eni strani je pač neka zelo velika, močna stranka, ki je dobila volitve, na drugi strani pa dve koalicijski stranki, ki se v bistvu boste očitno borili za politično preživetje v tem mandatu. Ja, za te dve manjši koalicijski stranki, če bo seveda do te koalicije prišlo, lahko rečemo, da je to nekakšna teološka nagrada zdaj, da sodelujeta v vladi. Je pa seveda zdaj vprašanje z vidika stabilnosti te vlade, je predvsem tukaj pomemben vidik, koliko trdna oziroma kohezivna je sploh ta zmagovita stranka. Koliko, a tukaj gre za neko dejansko, neko relativno povezano, neko homogeno politično strukturo, ne, sploh če je to stranka, ki je nekako tipična taka ad hoc oziroma instant stranka, ker je pač, ja, vse verjetno priprave so na neko novo stranko že kar nekaj časa potekale, ne, že prej, preden je tukaj Robert Golob vstopil v politiko, ampak ja, le, to je spet stranka, ki pač nima niti neke baze, ne, neke lokalne organizacijske strukture, nima nekega ideološkega profila, nima nekega programa oziroma ima nek program, ki pa je bolj kot nekakšen spisek želja, ne, sklop nekih floskul. Ne. Tukaj, ja, tukaj zanimivo bi bilo videti, kakšni vse interesi so tukaj. Ne. Jaz bi rekel, da je kar nekaj različnih interesov tukaj prišlo skupaj za potrebe nastopa na volitvah, ne, ki pa ni nujno, da bodo v nekem sozvočju tudi, ko bo treba sprejemati neke ukrepe. Ne. In tudi zato bi bilo nekako smiselno, da bi ta koalicija bila relativno široka, ne, v smislu možnosti manevriranja, predvsem predsednika vlade, ne, ampak ja, zato, da bi imel nek večji manevrski prostor, bi moral sestaviti neko bolj raznorodno koalicijo. Ne. Podobno kot je to počel Janez Drnovšek, ne, ko je vedno imel nekega levega partnerja in nekega desnega partnerja. Ne. Se konec koncev leta 2000, ko je LDS premočno zmagala, ne, takrat recimo Drnovšek ljudske stranke ni potreboval v vladi, ker je imel
dovolj glasov tudi brez njene, ampak jo je vključil ravno zato, nekako, da bi pač na eni strani demonstriral neko sredinskost, ne, češ, ja, mi presegamo te delitve, ne, na drugi strani pa ja, da bi tudi, ker se je verjetno zavedal, ne, da tudi ja, te njegovi recimo temu levi partnerji, ne, da pač bi lahko, kako bi rekel, kdaj pa kdaj, ne, zahtevali nekaj, kar jim ne bi želel dati, ne, in da pa potem še nekoga drugega zdrava, ne, ampak ja, zato pač je potrebna neka politična kilometrina, pa tudi neka politična modrost, ne, ki jo je Drnovšek vendarle imel, za Roberta Goloba pa zelo dvomim, da jo ima, če sem iskren. No, včeraj je potekel tudi prvi formalni sestanek predsednikov bodočih koalicijskih strank, pa predlagam, da si zdaj pogledamo, kaj so po tem sestanku povedali. Dogovorili smo se, da bomo poskušali ujeti najhitrejši rok, to je 3. junij, kot tisti, ko bi sestavili vlado. Predpogoj za to je, da bomo seveda še pred 13. majem uskladili večino točk. O imenih danes niso govorili, prav tako ne o delitvi ministrstev. Je pa Golob potrdil, da za izhodišče velja načelo 4 ministrska mesta SD-ju, 3 Levici, Gibanju Svoboda pa 10 do 11 resorjev. Zaenkrat smo znotraj teh izhodišč plus minus eno ministrstvo, da. Ministra v Golobovi vladi bosta koalicijska partnerja. Tanja Fajon naj bi vodila zunanje ministrstvo, Mesec pa naj bi prevzel šolstvo ali okolje. Nekatera ugibanja, ki so v javnosti, niso napačna, ampak več o teh v naslednjih dneh. Jaz mislim, da bomo lahko do petka že tudi bolj jasno videli razrez ministrstev in sledili našim ciljem stranke. Robert Golob je potrdil, da si želi vlado voditi kar 2 mandata do leta 2030. V tem času bi Slovenija postala pravična in socialna država, obljublja Golob. Če hočemo deliti, moramo ustvariti, spravi vlada bo usmerjena v oba pola. Kako ustvarjati in kako potem pravično deliti, zato da bomo imeli res državo socialne pravičnosti in solidarnosti. Igor, ti si bil večkrat zraven, ne, ko so se sestavljale vlade oziroma koalicije, 2-krat tudi v vodilnih vlogah, enkrat kot minister in podpredsednik stranke, ki je v bistvu zmagala na volitvah, drugič pa kot predsednik koalicijske stranke. Kaj ti praviš na to napoved bodočega mandatarja dr. Roberta Goloba, da sestavljajo vlado za 2 mandata? Je to običajno, da pač nekdo to reče, še prednji je prvič prisegel kot mandatar? Običajno ni, ampak po eni strani je pa fajn, da postavlja cilje za svoje delovanje dlje čez svoj mandat. Ne? Če se spomniš, mi smo tudi program, s katerim smo šli na volitve Slovenije v vrhu sveta, postavili tako do leta 2030. Se pravi, fajn je, da ko padeš v neko pragmatiko, ko se moraš ukvarjati z delnimi posli, da imaš neke cilje vezane na daljšo perspektivo. Ker tisti, ki se ukvarjajo s cilji z danes na jutri, tisti ne morejo narediti kakšnih velikih stvari v državi. To se mi zdi je dobro, če je tako orientiran in da bo na tak način vodil vlado. Ampak je pa ena zgodba, tisto, ko smo jo prej začeli. Pravičnost, enakopravnost, svoboda in tako naprej. Ko si ti predsednik vlade, je treba skrbeti za celo državo. In skrbeti za celo državo pomeni, da vsi imajo tudi nek občutek, da so reprezentirani in da so upoštevani. Se pravi, če bo kriterij strokovnosti prevladoval, potem se bo treba znebiti tega kriterija, ki ga je najbolj zaostreno Janševa vlada izvajala. Ampak to zaradi tega, ker ta leva sredina ni hotela sodelovati na pozive, ki so bili ali iskreni ali ne, ampak nekako jih niso šli niti preverjati. Ne. Se pravi, ta vlada bo morala iti v kadrovski politiki tudi čez sredino, tudi na drugi pol, če bo hotela realizirati cilj pravične Slovenije. To je zelo velik izziv zaradi tega, ker mi vemo, da zaradi občutkov nekega revanšizma ali celo maščevanja, ki jih je sprožilo tole obdobje Janševe vlade zadnjih 2 let, bo imel težave tudi recimo v lastnih vrstah, ne, s tem, da bi šel tu čez podati roko recimo na drugo stran. Ljudem, ki so čisto strokovni, pa so mogoče bili na oni strani.
Ker zdaj vidimo v javnosti, ne, se delajo spiske, kdo so Za kolaboranti odstrel. bili, ne, Ja. od direktorice Cankarjevega doma in tako naprej. Skratka, to je na nek način razumljiva situacija, ampak vlada bo morala iti čez to. Ne. Ko smo že pri kadrih, Matevž, zdaj Robert Golob ne skriva, ne, da bi očitno rad na nek način kooptiral, da ne rečem kaj drugega, LMŠ in SAB, ki sta na teh volitvah padla ven iz parlamenta, ampak kakšen problem recimo je lahko za bodočega mandatarja, da je tudi sedaj, ko se začenjajo nekako formalno te pogovori o oblikovanju koalicije, tako vsebinski kot kadrovski, ne, je tja prišel z nekimi kadri iz SAB-a, saj tako so mediji predstavljali, pač glavna koordinatorka programa je bivša neka članica SAB-a in zraven je bil tudi nek bivši državni sekretar iz vlade Alenke Bratušek. Ne. Zdaj, Robert Golob je dobil 34,5%, mislim, da na volitvah, kadre pa vleče iz stranke, ki je dobila 2,5% glasov. Je to problem ali ne? No, Golob je govoril celo to, da bi šel v koalicijo z dvema strankama, ki sta izpadla iz parlamenta, kar je bil tak dejansko nek nov, originalen prispev k slovenski politični bizarnosti. To, da nekdo sestavi koalicijo oziroma jo vključevanje tudi tiste, ki jih sploh ni v parlamentu, na katere glasove sploh ne morejo računati, ki so neki, lahko bi rekel, politični luzeri par excellence. Sploh, če gre tukaj za dve stranki, ki jo vodita bivši premier in bivša premijerka, in zdaj takšne osebe, koliko legitimnosti imajo recimo za to, da zasedajo neke pozicije. Če smo se zdaj prespraševali, ali je problem to, da sta SD in Levica dobili predvsem manj glasov kot na prejšnjih volitvah, pravi, ali je problem to, da se te dve stranki vključi v koalicijo, kaj se lahko pol vprašamo zdaj z dvema neparlamentarnima strankama. Kar se tiče pač vključevanja različnih kadrov, to pa seveda, to je pa končni fazi stvar izbire predsednika vlade. Pač za ministre lahko postavi tudi ljudi, ki niso del, ki ne prihajajo iz koalicijskih strank, tudi neke nestrankarske ljudi ali celo ljudi nekoliko drugačnega političnega pedigreja, tudi to ne bi bilo nekaj tako zelo novega. Če se spomnimo recimo prve Demosove vlade, v tej vladi so bili tudi ljudje, ki so bili iz vrst opozicijskih strank. Tako da situacija je bila nekoliko drugačna takrat, ampak kakorkoli že. Ampak ja, dobro to, pač tukaj je pač seveda predvsem pomembno to, kakšne reference imajo te ljudje za zasedbo nekega položaja, to ali so prej bili v neki te ali pa oni stranki, je tukaj manj pomembno. Ko smo pri referencah, Igor, ti si bil dvakrat, kot sem prej rekel, v taki zanimivi vlogi. Enkrat si bil minister za šolstvo, takrat se mi zdi, so bili kar visoki te standardi, kdo je lahko minister za šolstvo, čeprav je bil resor v bistvu ločen, tako kot se zdaj napoveduje, da naj bi bil spet, se pravi, ni bilo visokega šolstva po znanosti zraven. Po drugi strani pa, ko se je sestala vlada Alenke Bratušek, pa si bil predsednik koalicijske stranke, si moral predlagati ministre. Kot ti komentiraš to recimo novico, da naj bi Luka Mesec razmišljal, ali bi prevzel okolje ali pa šolstvo? Ja, to so zdaj ti standardi, ki so kar padli. Ko sem jaz predlagal ljudi, so bili, pač ena je že bila prej državna sekretarka, en je bil že prej minister, eden je pa bil prodekan, se pravi, tak je bil potem za šolstvo Jernej Pikalo, doktor znanosti in na nek način kvalificiran, saj strokovno. In ker dosti skupaj sodelujejo in sva sodelovala takrat, sem videl, da pač resor pozna in da lahko se tega loti. Zdaj pa seveda so ti kriteriji zelo padli. Jaz tudi recimo, ko sem prihajal na ta resor, sem šel s strahospoštovanjem in sem šel predvsem ne zaradi tega, ker bi mislil, da sem požrl vse znanje tega sveta ali pa da sem točno ustrezen, ampak zato, ker nekako toliko dogodkov do tega pripeljal, se pravi, cela kampanja, 2 leti priprav na ta resor, na nek način ljudje se pričakujejo, ti, ki so bili vodilni na področju šolstva in tako naprej. Skratka, jaz sem probleme vsaj približno poznal, zdaj pa kar tako se ljudje usedejo in vodijo resor.
to je za državo slabo. Ne? In to, kar tudi prej Matevž komentiral, se pravi, da stranke, ki izgubijo volitve, grejo na ministrske položaje, to je absolutno izkaz politične nepismenosti in zrelosti kogarkoli, ki se to dela. In če se kdo spomni, ampak takrat, ko sem jaz bil predsednik stranke, Alenka Bratušek predlagala ali pa poskušala zriniti za ministra za zdravje v Desusovo kvoto človeka, ki je glih kar ustanovil stranko in napovedal, da je njegov program protivladni. Skratka, totalna zmeda, ne, kar zadeva v strankarsko politiko. To je sicer možna zgodba v samoupravnem sistemu, kjer ni volitev in lahko prekladaš kadre, kakor hočeš, ampak v strankarskem sistemu to ne gre. Zdaj govorimo o pozicijah, ki so politične, se pravi ministri, državni sekretarji. Če je nekdo kvalificiran, recimo, in je upravljal dela prej na Ministrstvu za finance, mirno gre za direktorja direktorata, ker ima na financah, ker ima za to profesionalno sposobnost. Nima pa politične legitimnosti. In mi bi se morali tega naučiti, da politično legitimnost dobiš na volitvah, in če si hotel biti minister, potem imaš sicer možnost, da si, ampak ne greš na volitve in ne vodiš stranke in predvsem ne izgubiš. To je neka osnovna zgodba, ki bi morala funkcionirati, ampak ker se vtikajo v slovensko politiko ljudje, ki so zrasli v samoupravnem sistemu, bi radi še 30 let po strankarskem sistemu, da ti principi iz prejšnjega sistema še zmeraj veljajo. In s tem brazdajo sceno, prav nikoli ne moramo zaživeti tega političnega strankarskega pluralizma, da bi se nekako to vrstna politična zaved izčistila, ne? Da bi se vedelo, zakaj gre. Ko gre pa za strokovne pozicije, takrat pa ni prav, da pride strankarstvo do izraza. Ampak pri nas se pa to vse skupaj meša. Ne? Na strokovne pozicije zelo radi postavljajo ljudi, ki so kao naši, vaši, ne vem od koga. Ne? Na te politične bi pa kaj ne, so predlagali avstrijsko državljanko. Mislim, kje si to še videl? Ja, pri nas v Sloveniji, Igor, si sam odgovoril, kje si to še videl. Ampak zdaj, tole me še zanima vajino mnenje. Ne? Zdaj, nekako idealno bi bilo, seveda, da stranke, ki sestavijo vlado, da prevzamejo tolikšen del odgovornosti, koliko so dobile glasov na volitvah. Ne? Zdaj, ob tem volilnem rezultatu je to praktično nemogoče. Ampak, če zdaj gremo preračunavati, ne? Je lahko problem, da bo, ne vem, pač SD in Levica bosta praktično na odstotno točko in pol volilne podpore vodile en resor. Je to lahko težava za vlado? Ja, tukaj vse je konec koncev stvar dogovora. Ne? In tukaj je, če bo ta razrez tako imenovani držal, potem tukaj je očitno, bo prišlo do nekakšne pozitivne diskriminacije. Če se malce cinično izrazim, da bosta obe manjši partnerici bosta izrazito nekako nadzastopani. Ne? Dobro, to pač lahko razumemo kot nekakšno spodbudo, ne? Ampak bolj je tukaj dejansko problematično, ne? Da to, kar je prej že Igor nakazal, ne? Da bojo neke zelo zahtevne resorje, ne? Kot šolstvo, nedvomno zagotovo je eden, ali pa bi rekel mogoče celo najbolj zahteven resor med vsemi, ne? Da ga bodo zdaj prevzemali ljudje, ki dejansko so edine izkušnje z šolstvom imajo, da so prišli do prve bolonjske stopnje, ne, na fakulteti, ne, da je to pač edina referenca, ki jo imajo, da so toliko let šolanja dali skozi. Ne, tako da nisem slišal, da bi se Luka Mesec kdaj kaj posebej ukvarjal z področjem izobraževanja, ne, ali pa z področjem kakšnimi tematikami povezanimi z izobraževanjem. Ne. Tukaj je situacija precej drugačna, kot je bila recimo tudi, ko je Igor prevzel ta resor, ne, ali pa kakšni tudi drugi. Ne. Tako da tle spet bi rekel, da nekako stvari grejo v smer nekega vedno večjega diletantizma, konec koncev.
Igor, kako bo zdaj to večino ohranjati, zdaj, glede na ta razmerja, ki očitno bojo? Ne? Zdaj, dobro, lahko bi rekli, pač socialni demokrati so vodili vlado, večkrat so bili v vladi, pač imajo neke kadre, tudi če volilni rezultat tega ravno ne odraža. Zdaj, pri stranki Levica ne vemo pač v bistvu, ne? Niso še nikoli do zdaj sodelovali v vladi, tudi ne vemo, kakšni so njihovi kadri, nas to more skrbeti. Ja, skrbeti nas mora način rekrutiranja teh kadrov. Omenil si, da stranka SD ima neko zalogo kadrov, ampak mi smo videli, da je tudi stranka SD enkrat v Šarčevi vladi naredila razpis, oziroma nekdo se je javil, kar ne da bi bil razpis objavljen za ministra, in ga potem brez ene velike razprave potrdila, kar kaže na to, da ti ljudje enostavno ni treba se jim nekako z resorjem zbližvati, saj kakšno leto, 2, 3, da vidi, kako resor diha znotraj države, da bi potem lahko recimo razvil to ambicijo, da ta resor vodi. To pa je pomembno, se pravi, da ti imaš potem tudi narejeno neko ekipo, da ima stranka neko predstavo, kaj s tem resorjem početi, in da je ta predstava v osnovi usklajena s celotnim resorjem, recimo, če rečemo šolstvo, da on pozna, kaj so to za ene institucije, te ravnateljska združenja in ne vem kaj še vse, od dijakov in tako naprej, da vidi, kaj pravzaprav v roke jemlje. Lahko pa, če pride predsednik stranke na nek resor, mi smo imeli tudi v tisti naši vladi, takrat Pahorjevi, predsednika Golobiča, ki je prišel, predsednik stranke, ki je prišel na resor visokega šolstva, ki tudi se ni z visokim šolstvom kaj posebej ukvarjal, ampak s kilometrino, ki jo je imel kot politik in je pač prispeval svoj velik delež funkcioniranju vlade, ni pa toliko, pa kar rabo nekaj časa, da je se lahko bolj temeljito posvetil resorju. Zdaj, neka velik problem bo v tem, ker je Golob sam neizkušen, in je bil fajn, če bi tu dobil kakšne ministre ali pa podpornike, se pravi vsaj na pozicije državnih sekretarjev, ljudi, ki bi mu vsaj pri prvih korakih pri ogrevanju pomagali, kako vlada funkcionira. Ne vem, če se spomnite, Šarčeva vlada tam pol leta ali celo do enega leta ni dala nič od sebe. Niso znali niti procesirati zakonov. Odstopov je bilo veliko. Tako, vrteli so se. To je nemogoče. Se pravi, ta vsebinski del nekako umanjkuje. Jaz ne vem, zdaj se pogovarjajo o tej koalicijski pogodbi oziroma o tem, kaj bojo cilji te vlade, v kaj se bojo pravzaprav usmerili, ali bojo šli v neko špararijo. Se pravi, te zgodbe, ki so zelo prikladne, se pravi, da se usmeriš na proračun in pol štrikaš okrog proračuna, se pravi, davke zvišuješ ali karkoli, ali se bojo ukvarjali zdaj predvsem s to energetsko politiko. Janševa vlada je streljala v ogromno ciljev, in tudi na ta način precej zmedla slovensko javnost, ki ni navajena, da te vlada vpleta Slovenijo v neke svetovne zgodbe. Pa naj bo to pri covidu ali pa zdaj pri Ukrajini. To ne vem, če je dobro. Verjetno Golob nima tovrstnih ambicij, da bi nas blazno vtikal v vse zgodbe, ampak je pa pomembno, da Slovenijo pametno pozicionira zlasti pri energetski politiki. Če smo to dobro postavljeni, potem bomo lahko dobili cenejše energente ali pa nekako, za kar bi nekako pričakovali, da je še posebej tudi strokovno usposobljen. Ja, saj ravno to sem hotel reči. Glede na to, da je šel na volitve s sloganom Sonce, voda, zrak, svoboda, smo mogoče saj na tem področju lahko zmerni optimisti. Kako bo vlada funkcionirala, bomo videli v prihodnje, gotovo še kdaj pokomentirali v naši oddaji. Za danes pa dr. Igor Lukšič, dr. Matevž Tomšič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o novi Golobovi vladi, že 727. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali smo Slovenci bolj ali manj razdeljeni po teh volitvah. Ne zamudite in pa seveda ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.